Pozdravljeni! Znova je teden naokrog in na vrsto je prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo, kot običajno, ustavili pri 4 različnih temah. Bližnjice do originalnih člankov, ki jih boste videli v prispevku, so seveda zapisane v samih pripombah. In kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tudi tokrat smo hitro ponovili pravila, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. V prvi današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 14.11. na uradni spletni strani Formule 1. Tu smo lahko prebrali, da se je komisija FIA odločila, da bo odločitev o 2 obveznih postankih v svetovnem prvenstvu Formule 1 preložila na enega izmed naslednjih sestankov. Tako za sezono 2026 ne bo tega novega pravila. In tu je treba dodati, da o smiselnosti oziroma nesmiselnosti te ideje sem malce bolj podrobno govoril v prav posebnem prispevku, kjer sem, upam, da dovolj dobro poudaril, kako se mi zdi ta domislica enostavno neumna. A vidimo lahko, da tudi tisti, ki sprejemajo pravila, imajo določene pomisleke. In da verjamem, da so se končno zavedali, da so tam zaradi tega, da na primer skrbijo za šport, skrbijo za varnost, ampak da niso oni tisti, ki so poklicani zato, da skrbijo za dogajanje. In to je tisto, kar v zadnjem obdobju precej škodi svetu motošporta in še posebej Formuli 1. Torej, neka želja organizatorjev, da bi nekako umetno ustvarili dogajanje, da bi bili ljudje, na primer za televizijskimi sprejemniki, bolj veseli, ker vidijo, da se nekaj dogaja. In kot ponavadi, ko smo priča takim poizkusom, se običajno nekaj izjalovi in dogajanja, kot smo povedali, ni. Ideja, ki je vse prej kot umna in razumeli ste, na kaj mislim. A vseeno, videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Upam, da samo iz prijaznosti so nadaljnje odločanje prestavili na naslednje sestanke in da bodo ustavili seveda takšne pobude, ki nimajo, vsaj po mojem videnju, nobenega smisla s Formulo 1. A toliko o tem. Mi si bomo sedaj pogledali drugo današnjo temo. V naši drugi temi se bomo danes dotaknili članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 13.11. V članku smo lahko brali o dvodnevnem testiranju, ki so ga opravili pri ekipi Cadillac. Uporabljali so seveda starejši bolid, ki ga jim je posodil Ferrari,
Šlo je za SF-Pomšljaj 25, ki je bil tokrat v črni barvi in ne v tradicionalno rdeči. A to ni toliko važno. V članku smo lahko prebrali, da so se člani ekipe Cadillac s pomočjo tehnikov in mehanikov Ferrarija poznavali s pravim bolidom Formule 1. In tu velja poudariti, da so spoznali v živo, kako se, na primer, bolid Formule 1 zažene, kako izgledajo postanki in seveda tudi, kako se spreminjajo nastavitve. Časi na krog, ki jih je dosegel Sergio Perez, zato niso bili tako življenjsko pomembni. In tu bi se morali mi navdušenci začeti spraševati nekaj. V bistvu tisto, kar si ni upal na glas povedati nihče izmed novinarjev. Kaj se v resnici dogaja? Namreč, če novembra leta 2025 se člani ekipe komaj spoznavajo z resničnim dogajanjem v garažah Formule 1, kako lahko pričakujemo, da bodo marca 2026 na primer opravili menjavo koles v času 2 sekund in pol ali pa 3 sekund in pol, kar je za Formulo 1 izjemno počasno. Koliko govora je bilo o tem, da Cadillac prihaja v Formulo 1, ampak nihče, in poudarjam nihče, ni izrazil dvomov v njihovo pripravljenost. Namesto da bi privabili v svoje vrste dovolj kadra, ki ima izkušnje s Formulo 1, so bili primorani najeti pri Ferrariju starejši bolid, samo zato, da bi se z tem športom v živo začeli spoznavati. Namreč simulacije, katere naj bi opravljali že vrsto mesecev in ne dajejo logično takšnih izkušenj. In kaj lahko pričakujemo od takšne ekipe, če je situacija, ki smo jo videli, seveda na tem dvodnevnem testiranju, odraz tiste pripravljenosti te ekipe, se tudi osebno bojim, kako sofisticiran bo njihov projekt. Namreč, če so mehaniki na tako nizki stopnji pripravljenosti, kaj bo šele z inženirji, da ne govorimo o strategiji. A videli bomo prav kmalu. Jasno nam je, da sam osebno nisem prevelik optimist. V današnji tretji temi se bomo pa dotaknili članka, ki je bil objavljen 18.11. v spletnem portalu Planet F1. Tu smo lahko zasledili, kako je Jacques Villeneuve Franca Colapinta označil kot plačljivega voznika. In slišali smo lahko, da pravzaprav talent, kot je Leonardo Fornaroli, bo lahko ostal brez sedeža. Leonardo Fornaroli bo ponovil uspehe, ki smo jih v preteklosti videli pri izjemno talentiranih voznikih. Namreč, da se zgoditi, da bo tudi on prvak v Formuli 3 in naslednje leto v Formuli 2. Ampak med tem, ko smo imeli priložnost videti, na primer v primeru Gabriela Bortoleta, da se mu je McLaren odpovedal, samo zato, da je lahko dobil priložnost pri Sauberju, sedeža za Fornarolija v resnici ni. Edina prava možnost bi bila pri Alpinu, kjer pa imajo seveda že podaljšano pogodbo z samim Colapintom. In tu smo zopet na tistem področju, ki je izjemno spolzko. Frank Colapinto ima pokrovitelja.
Franco Colapinto ima v Južni Ameriki izjemno veliko število privržencev, ki so malodane fanatični. Ampak Franco Colapinto po svojih rezultatih, bodimo iskreni, v Formulo 1 ne sodi. In sedaj, kaj je bolje? Biti popularen in dajati možnosti nekomu, ki ni dovolj hiter, ali pa se odreči določeni količini sredstev in v resnici dati sedež nekomu, ki bo sposoben doseči rezultat. Govoriti o tem, da je Franco Colapinto nekako nerazumljen, da ni še pokazal svojega talenta, mislim, da je v tej točki res že malce izpeta pesem in da smo si vsi ustvarili tisti določen vtis. Ampak verjamem, da mediji, ki poročajo o Formuli 1, bodo še zmeraj kazali s prstom na Lensa Strolla, kateremu je oče kupil celo ekipo. Seveda ekipo, kjer je službo dobil, če ne drugega, Adrian Newey, kar je za Formulo 1 dobro. To, da je Alpine dobil denar Franca Colapinta, pa ni na takem nivoju. Pri življenju drži umirajočo ekipo, ampak rezultatov ni in ni. A verjamem, kot običajno, moje mnenje se ne toliko sklada z mnenjem večine, ampak zato je tudi prav, da ga povem. A poglejmo si, kaj sem pripravil še za zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj obstranska tema. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen 17.11. na spletnem portalu motorsport.com. Tu smo lahko prebrali, kako je Zak Brown kritičen do serije Drive to Survive. Dejal je, da se je Christian Horner spremenil, odkar je začel nastopati v tej seriji, kjer je bil ena izmed glavnih zvezd. Na koncu je ta sprememba po Brownovo pripeljala tudi do tiste stopnje, ko so lastniki Red Bulla Hornerja nekako sredi sezone, kot smo videli letos, tudi odpustili. Kaj bi lahko dejali? Najprej to, da sam zagotovo nisem med tistimi, ki serijo Drive to Survive zagovarjajo. Seveda zaslužna je, da je mnogo ljubiteljev Formule 1 v današnjem času tudi na ozemlju, na primer Združenih držav Amerike. Ampak po drugi strani tega športa zagotovo ne prikazuje v pravi luči. Ne smemo pozabiti, da je serija kot taka negativno vplivala na mnoge nastopajoče, ne samo na Christiana Hornerja. Tudi Günther Steiner je bil ena izmed glavnih zvezd te serije, ker je pa svojo vlogo pred televizijskimi kamerami postavil pred nalogo, ki jo je imel kot vodja ekipe Haas. In seveda tudi njega so zamenjali in videli smo tudi pri ekipi Haas spremembe na bolje. Torej, če bi malce posplošili tisti, ki smo jih videli kot glavne zvezde na Drive to Survive, so raje nastopali pred kamerami, kot dobro opravljali svoje delo, svoje naloge. In zato danes so zaenkrat brez službe in seveda njihovi nasledniki opravljajo bistveno boljše delo. Tudi to o tem, kako dobra serija je Drive to Survive. Nekaterim zabavna, o tem nimam niti najmanjšega dvoma, ampak
če gledamo malce širše na Formulo 1, zna biti tudi malce škodljiva. A toliko o tem. Prišli smo do konca tudi današnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.